Ja, lep pozdrav še z moje strani, ob pozni popoldanski uri. Danes ves čas govorimo o digitalizaciji, o digitalni transformaciji, o krepitvi kompetenc in bile so predstavljene dobre prakse, ne dobre, odlične prakse in veseli me dejansko, da so bile podprte tudi z naše strani, strani ministrstva, strani Spirit Slovenija, strani Slovenskega podjetniškega sklada. In zato je mogoče zdaj čas, da mogoče predstavim nekaj podpornih ukrepov, ki smo jih nekako povezali v celoto še z naše strani. Izhajali smo iz prednosti, ki jih prinaša digitalizacija. Za nas so predvsem pomembne dvig produktivnosti, večja učinkovitost poslovnih procesov in pa predvsem znižanje stroškov za podjetja. In ravno zato je ministrstvo prepoznalo smiselnost investiranja v vedno bolj pospešeno digitalizacijo podjetij. Izhajali smo tudi iz pravnih, strateških, programskih podlag Evropske unije in slovenskih. Poslušali pa smo med drugim tudi glas gospodarstva, ki je v letu 2016 in 2017 pripravljal čisto konkretne predloge ukrepov za spodbujanje digitalizacije slovenskih podjetij. To smo že večkrat danes slišali. Slovenija je v povprečju Evropske unije glede digitalnega indeksa oziroma indeksa DESI, ampak hkrati je na področju integracije digitalnih tehnologij v podjetja nad povprečjem na 8. mestu. In naša slovenska mala in srednje velika podjetja so prepoznala prednosti spletne trgovine, kar je pozitivno. In ne glede na to, oziroma ravno zaradi tega, smo se odločili, da investiramo, da spodbujamo podjetja, ki uvajajo digitalne rešitve v proizvodne procese, v distribucijske kanale, v proizvodne procese. Zaskrbljujoče je dejstvo sicer, da po podatkih SURS-a še vedno 80% podjetij, malih in srednje velikih podjetij, poudarjam, ima nizek oziroma zelo nizek digitalni indeks. In tudi to je bil eden izmed razlogov, da smo pripravili ukrepe na področju digitalizacije, ki so nekako povezani v celoto. Potrdil jih je tudi naš minister in kar je pomembno, z njimi bomo spodbudili črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ukrepe oziroma posamezne ukrepe smo povezali v nek celovit program, ki so v bistvu komplementarni in so na naslednjih področjih, so na področju podpornega okolja, so na področju internacionalizacije in pa, kar je tudi za današnjo konferenco pomembno, dvig kompetenc oziroma razvoja kompetenc. Na področju podpornega okolja smo v letu 2017 podprli strateško razvojno inovacijsko partnerstvo, horizontalne IKT mreža, ki sodeluje in je povezana z vsemi ostalimi 9 SRIP-i, predvsem z namenom spodbujanja digitalizacije, ampak o tem bo več govora v prihodnji predstavitvi. Potem smo za razvoj oziroma za spodbujanje vzpostavitev podpornega okolja objavili javni razpis digitalizacija malih in srednje velikih podjetij, kjer je namen, da spodbudimo oblikovanje podpornega okolja oziroma zagotovimo brezplačne storitve za mala in srednje velika podjetja. Izbran bo izvajalec, ki bo deloval kot one-stop shop na tem področju in bo oblikoval ekosistem za podjetja na področju digitalizacije. Pregledal bo ponudbo in povpraševanje na trgih, pripravil bo listo mentorjev, svetovalcev na tem področju in povezoval mala in srednje velika podjetja v okolju, hkrati pa bo izvajal informacijske in pa promocijske aktivnosti. Ta izvajalec bo dejansko tudi posegel na drugo področje, to je dvig kompetenc, razvoj kompetenc na področju digitalizacije in sicer bo zagotavljal direktne storitve svetovanja, mentoriranja sam oziroma prek zunanjih strokovnjakov in hkrati bo povezoval v mednarodnem okolju z namenom vzpostavitve mednarodnih partnerstev. Zato namenjamo 2,6 milijona evrov, to je približno 500–550 tisoč evrov letno.
Eden izmed konkretnih ukrepov na področju dviga kompetencije Building Information Modeling oziroma na kratko BIM. Na tem področju je ministrstvo pripravilo skupaj s partnerji akcijski načrt za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja. Gre za proces izgradnje digitalizacije oziroma digitalnih rešitev, digitalnega 3D modela zgradbe na področju gradbeništva. Trenutno je gradivo v medresorskem usklajevanju in bo na osnovi tega oblikovana delovna skupina za obdobje 5 let in se bojo izvajale aktivnosti informiranja, promocije, potem pripravili se bodo priročniki, smernice in pa nenazadnje tudi knjižnica s standardnimi popisi. Potem je tretje področje, internacionalizacije, kjer je odprt javni razpis za podjetja za e-poslovanje do leta 2022. Namen je vzpostavitev oziroma nadgradnja elektronskega poslovanja podjetij. Na tem področju je zagotovljen celi sklop aktivnosti od digitalizacije, nastopov na sejmih do izmenjave med partnerji, potem izgradnje spletnih strani, spletna trgovina in pa tudi dviga kompetenc oziroma usposabljanje za te namene. Namenjamo 9,45 milijona evrov oziroma nekje 2,3 milijona letno. Podjetja pa bodo lahko prejela 5.000 do 30.000 evrov letno oziroma na projekt. To pomeni, da nekje je to 70% upravičenih stroškov bo lahko kritih, ampak več o tem bo na jutrišnjih delavnicah. Vse te aktivnosti zaokrožujemo s sklopom podpor manjših vrednosti, tako imenovanih vavčerjev za do 10.000 evrov. Projekt je trenutno v pripravi in je že predložen organu upravljanja. To pomeni, da bo z letom 2019 začel z aktivnostmi. Gre za podporo v obliki višini 10.000 evrov za različna področja. Za področje digitalizacije pa bo namenjeno za digitalni marketing, ker gre za podobne vsebine kot pri razpisu e-poslovanja, vendar manjših vrednosti. Gre za spletne strani, spletno trgovino, gre za preverjanje web rešitev in tako naprej. In pa tudi na področju blockchain tehnologij je namenjena podpora strani izkušenih svetovalcev za preverjanje uvedbe ICO projektov, omogočiti prevedbo različnih tehničnih ustreznosti in pa tudi glede varnosti in zaščite blockchain tehnologij. Na področju blockchain tehnologij je aktivno Ministrstvo za gospodarstvo in pa skupaj s celotno skupnostjo. Pripravili smo akcijski načrt, ki ga je sprejela vlada v maju 2018 in pa takrat je tudi podprla European Blockchain Hub, vzpostavitev Blockchain Huba. Akcijski načrt pa se že izvaja, preverjajo se oziroma identificirajo se področja, kjer bi lahko blockchain tehnologije prinesle večjo učinkovitost. Preverjajo se pravne podlage za to področje in pa tudi preverjajo se tehnične rešitve. Ministrstvo ravno pripravlja zakon na tem področju, kjer naj bi določili zaščito tako investitorjev kot potrošnikov. Naredil naj bi se register imetnikov žetonov in pa hkrati naj bi se uredil nadzor nad izvajanjem blockchain tehnologij. Morda na tem mestu samo še povabim na jutrišnje delavnice, kjer bomo vse te ukrepe lahko predebatirali z vami. Želimo vašega feedbacka, želimo vaše predloge, da te ukrepe nadgradimo in da jih tudi da pripravimo kakšne nove. Že danes tekom pavz smo marsikaj se pogovarjali, dobili nove ideje. Mogoče še dopolnim samo še imam še čas? 30 polnih sekund. Okay. Dobro, mogoče dopolnim še samo to, da ministrstvo tudi s pridom koristi uvajanje digitalnih tehnologij in sicer v okviru akcijskega načrta za startupe imamo 2 projekta,
kjer en projekt je eBDP, kjer gre za digitalizacijo postopkov zaposlovanja tujcev. Na tem področju smo pospešili proces zaposlovanja tujcev ravno z uporabo digitalnih rešitev in pa nov projekt, ki gre za pilotni projekt, ki bo izveden nekje do konca leta, Video ID Notar, kjer gre pa za video autentikacijo nadaljavo, recimo bo možno ustanoviti podjetje ali pa dokapitalizirati podjetje iz Amerike, iz kjerkoli pač po svetu z uporabo res modernih digitalnih rešitev. Vsemi temi ukrepi sledimo ciljem, ki so skupni ciljem Gospodarske zbornice Slovenije, to se pravi dvig izvoza, povečanje izvoza z 35 na 50 milijard evrov, povečanje bruto dodane vrednosti iz 40 na 60 tisoč evrov in pa povečanje povprečne bruto plače iz 20 na 25 tisoč evrov. Mogoče zaključim še samo stavkom iz male Digit Agende 2017, kjer je zapisano, da je ključno, da razvijamo humano digitalizacijo, ker je v prvi vrsti človek, ker človek je tisti, ki vodi učinkovito poslovanje in človek je tisti, ki upravlja digitalna orodja. Ravno zato je najbolj pomembna uporabniška izkušnja tako podjetja kot zaposlenih in pa tudi kupcev. To pa je tudi rdeča nit današnje konference, razvoj kompetenc za digitalizacijo podjetij. Hvala. Hvala lepa za lepo misel.